V tokratni avtomobilnosti vam predstavimo, kaj je tisto, kar spada zraven k nakupu električnega avtomobila. Povabimo vas, da pri zeleni luči speljemo istočasno, torej ekipno. Testiramo Megana za izkušene voznike in Španko Arono, enega izmed favoritov za slovenski avto leta 2019. In izboljšujemo promet v Ingolstadtu. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Stalnica razmislekov v naši oddaji je povezana z iskanjem bolj zelenih energentov, tistih, ki bojo zamenjali bencin in dizel fosilna goriva. Čeprav je teh na trgu zelo veliko, se zdi, da je daleč največ politične, družbene in sploh vse pozornosti namenjeno elektriki. Ja, in slovenski voznik, povprečen slovenski voznik se je pravzaprav začel zares zanimati za elektriko šele takrat, ko je najpopularnejši energent, vsaj tako se zdi, dizel postal najdražji izmed vseh. In tako je elektrika postala zanimiva, začeli smo o njej razmišljati in ugotovili, da ob nakupu električnega vozila dobiš 7500 evrov subvencije, ob nakupu hibridnega pa 3500. In še to, da ko se pripelješ v službo v centru mesta, čaka parkirno mesto in tudi zastonj polnjen. Ampak to je samo en od vidikov elektrike. Mi smo v oddaji govorili že o tistih, ki so bolj pozitivni in negativni. Govorili smo o sistemskih rešitvah in obremenitvah, ki bojo povezane z elektrifikacijo večjega voznega parka, kot tudi o osebnih plusih in minusih lastnikov električnih avtomobilov. Kar pa danes vidimo je, da je na trgu v Sloveniji približno 600 električnih avtomobilov. In kar je še bolj zanimivo, ne glede na to, da je razvejanost polnilnih postaj po urbanih okoljih precej velika, jih teh 600 lastnikov električne avtomobile v bistvu polni doma, kar je pravzaprav tudi najbolj logično. Tako kot uporabljamo tudi recimo mobilni telefon. Njegovo energijo potrebujemo čez cel dan, zvečer pa ga napolnimo. To pa je tudi tisti vidik električne rabe, ki sami mislimo, da je najbolj zelen in najbolj trajnostno naravnan. In ko si omenil mobilni telefon, še 10 let nazaj ali pa celo manj, si ne bi nihče mislil, da ga bo treba polniti vsako noč. Smo rekli, aha, samo 5 dni ti zdrži, tole pa ne bo več dolgo časa v redu. In to je tudi nekako priskok pri fosilnih gorivih v primerjavi z električnimi gorivi. In pa še, kar se tiče samih električnih polnilnic. Slovenija je med vodilnimi v Evropi, kar se tiče lastniških stanovanj. In zato tudi, ko se nekdo odloča za nakup električnega avtomobila, mora to vzeti v obzir. No, ampak tistih, ki bi se v prihodnosti lahko odločali za električne avtomobile, je še zelo veliko. Če vemo, da je 1 100 000 avtomobilov na slovenskih cestah in da jih je 600 zgolj danes električnih, je potencial zelo velik. In prepričani smo, da marsikoga zanima predvsem to, ali lahko polnim doma, kaj za to potrebujem in koliko bo seveda avto naredil kilometrov. Ker, če potegneva spet paralelo z pametnimi telefoni, če ga napolnim doma in je nekoč lahko zdržal tudi do 5 dni, je danes pomembno pravzaprav, da zdrži en dan. Se pravi, ne potrebujemo več avta, ki naredi 1000 km, to bo mogoče drugi avto v družini, ampak prvi avto je pa tisti za dnevno rabo in je dovolj, da naredi z elektriko recimo 100 km, da se sploh ne polni na javni infrastrukturi, ampak da samo čez noč napolni potrebno energijo. Ampak kaj pa zato potrebujemo v garaži ali nadstrešku? Električna vozila postajajo realnost, vedno več je lastnikov električnih vozil in vedno manjkrat se bomo ustavljali na bencinskih črpalkah, da bi dotočili gorivo, pač pa zato, da napolnimo svoje električno vozilo. Kako pa lahko imamo električno črpalko doma? To dobro vedo tisti, ki že imajo električna vozila in 60–80% le-teh si svoje vozilo polni doma. Kako to doseči? Kakšne so omejitve? Kako imamo lahko svojo električno polnilnico kar pred domačim pragom? Seveda nas najprej zanima, ali ga lahko polnimo na navadni vtičnici. Kaj pravite? Seveda gre za navadno šuko domačo vtičnico, na katero ga lahko priključimo. V Sloveniji jih je okrog 20 milijonov. Na taki vtičnici se vozilo napolni za približno 15 km na uro. In kaj predstavlja ta naprava? To je polnilni kabel, ki ga dobite z vozilom. Je potreben zaradi tega, da lahko komunicira z vozilom. Vozilo vedno vpraša, koliko toka lahko dobim in ta naprava vedno pove 10 amperov. Zakaj pa samo 10 amperov, zakaj ne več? Ker včasih lahko pridete na obisk
nekomu in če ima 10-amperske varovalke, bi mu lahko naredili neko škodo. Tako pa je to minimalna moč, ki ga imate v vsakem domu, na vsaki vtičnici. V praksi pa je žal tako, da nimamo vedno pri roki garaže z vtičnico, kjer bi lahko priklopili naše električno vozilo. Ali se lahko v tem primeru poslužimo takole preprostega podaljška? V trgovinah prodajajo varne podaljške, ki jih lahko uporabite. Prodajalci prodajajo kable, ki zadovoljujejo vse varnostne specifikacije. Edina nevšečnost, ki lahko nastane, je, da če ne razmotate kabel v celoti, se včasih ogreje in zaradi vgrajene varovalke se mogoče vozilo ne bo polnilo. Toda pozor, pogoj je ustrezen podaljšek, kar pomeni primerno debel in zmogljiv kabel. Tu nikakor ne gre za navaden običajen kabel, kot ga imamo pri računalnikih. Tu je dokaz, kaj se lahko zgodi. Največji izziv pa čaka tiste, ki bi si želeli električno vozilo in razmišljajo o nakupu le-tega, pa živijo v stanovanjskem bloku. To pomeni, da nimajo priklopa oziroma električne polnilnice in električne vtičnice kar tako pred vhodom doma. Zaenkrat je rešitev taka, da greš v samo gradnjo oziroma da ti napeljavo potegne za to pooblaščen elektroinštalater. Ker je bila stavba novogradnja, sem lahko dobil dovoljenje projektanta. V nasprotnem primeru bi bilo pa potrebno dobiti, mislim, da okoli 75% soglasja stanovalcev, kar je pa zelo težko dobiti. Z dovoljenjem projektanta smo potegnili napeljavo, postavili tole omarico, se je izvedel še PIT, projekt izvedenih del, in s tem je vse črno na belem, legalno. Napeljava je potegnjena na električno vtičnico iz stanovanja, iz napeljave iz stanovanja, tako da gre tudi porabljena elektrika iz stanovanjskega števca. Pri izbiri svojega električnega vozila morate imeti v mislih tudi njihov doseg. Ali je to priključni hibrid, ki zmore tam okoli 50 km in je njegova polnitev seveda tudi lažja in hitrejša. Ali pa je to električno vozilo, ki ima doseg okoli 300 km. Z njim recimo naredite izlet čez vikend na morje, potem pa pridete v nedeljo zvečer domov in v ponedeljek zjutraj vas že čaka pot naprej. Kako poskrbeti, da bo vozilo čez noč seveda pripravljeno na novih 300 km. Domača polnilnica je tista, ki je lahko v tem primeru vaša idealna rešitev, da boste vozilo varno napolnili in v ponedeljek zjutraj bo spet nared. Ena od prednosti domače polnilne postaje je hitrost polnjenja. Recimo na Šuku vtičnici dosegamo moč polnjenja okrog 3,5 kW s tokom nekje 10 amperov, medtem ko lahko na polnilni postaji enofazno priklopljeni dosežemo hitrost polnjenja pri enem običajnem gospodinjskem priklopu recimo dobrih 5 kW. Če pa imamo pač možnost drugačnega priklopa oziroma povečanja priključne moči, lahko dosegamo pomoči polnjenja tudi do 22 kW. S tako cvrtim vtikačem naj povemo, da je varnost glavni razlog za nakup domače polnilnice. Najpomembnejši razlog v bistvu za odločitev za nakup polnilne postaje je ravno varnost. Polnilne postaje so narejene po standardih, testirane ravno za to dolgotrajno vsakodnevno uporabo za polnjenje vozil. Hkrati imajo noter komponente, ki zagotavljajo varnost uporabnika pri rokovanju z polnilno postajo, tako pač lahko polnimo ne glede na vreme. Na drugi strani pa zdaj pač na trgu že obstajajo napredne, pametne, interaktivne polnilne postaje, ki po eni strani v bistvu uporabljajo tudi že napredne tehnologije, recimo umetne inteligence za prepoznavanje vzorcev polnjenja. Na drugi strani pa z dodatnimi moduli, kot je recimo konkretno pri naši postaji Loadguard, ki ga namestimo v elektroomarico in meri tokove oziroma obremenitve po posameznih fazah. Te podatke sporoča postaja in se postaja glede na to odziva in glede na porabo gospodinjstva v določenem trenutku uravnava moč polnjenja električnega vozila in pač na tak način varuje glavno varovalko gospodinjstva. To v praksi pomeni, če pridemo domov, damo nekaj v pečico, priklopimo indukcijo, se zažene toplotna črpalka, da se pač takrat moč polnjenja avtomobila zmanjša na minimum in na tak način pač ohranimo neko normalno porabo domača. V prihodnosti bodo pa wallboxi preko komunikacije s smart gridom sami vedeli, kdaj najbolje polniti in tudi v povezavi s smart gridom
vračati elektriko nazaj v omrežje. To je pa smiselno zaradi uporabe omrežja, ker električni avtomobili se v glavnem polnijo po noči, ko so viški električne energije, po dnevi, ko so pa potrebe po električni energiji visoke strani gospodarstva, bi se pa lahko ta električna energija vračala iz avtomobila nazaj v omrežje in s tem bi lahko zadovoljevala potrebe po tej električni energiji v sami infrastrukturi. No, po vsem videnem in slišanem je torej logično, da imate v mislih, ko kupujete električno vozilo, tudi strošek domače polnilnice. Kajti to je tisto, ki vam olajša polnjenje vašega vozila doma in nenazadnje s tem izboljšate tudi varnostni vidik. Renault je na športnem področju avtoriteta. Močna avtoriteta, če kaj Francozi znajo delati, potem so to športniki. Filigransko natančno vedo, kakšen karakter želijo konkretnemu avtu vliti. Da bi torej lahko razumeli novega Megana RS, moramo prej razumeti Clio RS. V zadnji generaciji je namreč ta dobil prijaznejši značaj, 5 vrat in samodejni menjalnik, zato, ker prodajni rezultati kažejo, da se v tem razredu prodajajo predvsem avti za vsak dan. Torej športniki, ki so hkrati tudi dovolj udobni, če je seveda treba. In zdaj, ko so zadovoljili množice, so se lahko posvetili pravi stvari. Peklenskemu športniku za resne dirkače. Za tiste, ki znajo voziti na meji, ki vedo, kako se stvari streže, ko gre za res, ki natančno vedo, kaj morajo narediti, ko se v ovinku začnejo dogajati tiste sile, ki izvabljajo strah, adrenalin, hkrati pa občutke nepopisnega užitka. Novi Megane RS, vsaj v tokrat preizkušeni verziji, ni avto za začetnike. Ti bodo tarnali, da jim volan trga iz rok, da gre ritka po svoje, skratka, da avta ne zmorejo krotiti, da je povsem podivjan. Vendarle pa gre za izredno močan avto. A strokovnjaki bodo neizmerno uživali v iskanju točke, v kateri štirikolesno krmiljenje ponudi ekspresno hitro ovinkarjenje, oziroma jo bodo z veseljem prekoračili in drseli za zabavo. Pri novem Meganu RS torej nikakor ne gre za povsem varen nakup. Močno je odvisno od vas, kaj hočete in koliko vozniških veščin premorete. V nadaljevanju oddaje vas povabimo, da ko se prižge zelena luč, speljemo hkrati, torej ekipno. Nato gremo v Ingolstadt, kjer so izmerili, kako bodo samovozeči avtomobili izboljšali pretočnost prometa. Evropska unija kuha spor na področju komunikacije med vozili in testirali smo Arono, favoritinjo za slovenski avto leta. V prejšnji oddaji smo v sklopu akcije s kolegi iz Vala 202 govorili o tem, kako pomembno je, da na avtocesti vozimo zvezno, da se ne ustavljamo, da pospešujemo in ustavljamo oziroma zaviramo zvezno. Če se recimo nekdo na avtocesti v koloni ustavi, potem bo Andrej, stal 8 minut. Tudi to smo zračunali. Zdaj pa nov izziv. Zdaj pa stojimo pred semaforjem. In kot mislim, da vsi dobro vemo, kaj se takrat zgodi. Vzamemo ven telefon in povprečen uporabnik na dan bojda preskrola oziroma podrsa kar za 2 km. Zdaj, eni sem prepričan, da mislijo, da je tista minutka, kolikor stoji pred rdečim semaforjem, tako pomembna, da lahko odgovoriš na SMS, pogledaš pošto ali pa recimo si pomemben socialni vplivnež in greš na Instagram. Kaj si zdaj name pokazal? Le ne vem zakaj, a ne. No, ampak ko zasveti zelena, zaradi tega, ker gledamo pametni telefon, ne speljemo. In sekunde, ko bolj zelena ne bo zagorela, tečejo. In trobiti ni lepo, tisti, ki so pa strpni, pa ponavadi potem ponovno počakajo na rdečo luč. Kot smo opazovali v Ljubljani, se z lahkoto zgodi, da sploh ne spelje niti eden v zeleno ali pa komaj en, medtem ko so drugi potrpežljivo zadaj čakali ali pa gledali v svoj pametni telefon. In veš, kakšna je rešitev? Aplikacija, ki vam na pametnem telefonu pokaže, kdaj zasveti zelena luč. Ali pa zdrava vozniška pamet,
ko stojiš pred semaforjem, sodeluj, ko bo zelena, speljimo vsi hkrati. Saj smo rekli, promet je ekipno delo. Kot da je bilo kdaj zanašanje na zdravo vozniško pamet dobro. Upanje obstaja. Ena izmed velikih ugank reševanja pretočnosti prometa ob konicah je, kolikšen odstotek voznikov mora spremeniti vozniški slog, da se začne pretočnost prometa znatno izboljševati. Odgovor iščejo tudi Audijevi raziskovalci, ki so tokrat predpostavili, da bodo spremenjen vozniški slog zagotovili samovozeči avtomobili. What we first did was to measure the isolated effects of AVs, like autonomous vehicles. So just take a city at home, you would throw self-driving cars in it. How would traffic adapt? And we found out that at least 40% AVs are needed to improve the traffic flow. 40% is a rather high number, actually. It's 4 in 10 cars being autonomous. But previous research found that in a mixed traffic situation with humans, it's rather a disadvantage, the calm driving style of an AV. Most of all, it's important to get traffic flowing on intersections, because here the traffic usually stops at a red traffic light. So what Audi, for example, developed is the Audi Traffic Light Information Service, where Audi drivers already today, for example in the US and Washington DC, see in their dashboards, in the Audi cars, when the traffic light will switch to green. So they can adapt the whole driving style to this information. But if you go into the future and all cars would have such a knowledge, knowing when they can cross an intersection, the whole traffic could be orchestrated pretty well. Just imagine a fully automated system, all the cars interconnected, talking to each other. Then a smart computer and a smart traffic management could easily tell each car when to cross, right? So, but also considering people who want to go over the streets, and it needed to be a very sophisticated, ambitious system then. A da ne boste rekli, da vam prodajamo rešitve, ki so primerne le za milijonska mesta. Ne. Tokratna Audijeva raziskava prihaja iz domačega Audištada, torej iz mesta, v katerem imajo prebivalci bolj ali manj enake mobilnostne navade kot mi. Ingolstadt is a town with 140,000 inhabitants, but it's pretty nice because traffic here means 4 wheels. We don't have a metro or trains, we just have cars and buses. So it's a pretty nice laboratory to see the isolated effects of cars and the traffic flow. Tokratne novice začnimo z vestjo, ki je neposredno povezana s pravkar predvajano temo, torej tematiko komunikacije med vozili in infrastrukturo. Na tem področju namreč v Bruslju nekaj kuhajo. Na tem področju sta se oblikovala 2 tabora in očitno bomo v Evropi sprejeli način komunikacije po sedanjem omrežju Wi-Fi, pri čemer je pomembno to,
in mislim, da je to tudi prevagalo pri Evropski komisiji, da je ta način komunikacije, ki so ga izbrali, izjemno preprost. Se pravi, vozilo in pa infrastruktura oziroma vozilo in vozilo se bosta pošiljala zelo kratke podatke in brez kakšnega koli preverjanja in pa autentikacije in podobno, kar je v prometu zelo pomembno, ker bodo ta sporočila seveda tekla hitreje. To pa seveda ne pomeni, da se je Evropska unija odrekla komunikacije preko mobilnih omrežij 5G, kajti ta bodo v uporabi za druge namene, recimo za avtonomna vozila in podobno, kjer se bodo pretakale večje količine podatkov, kot pa samo pri komunikaciji med vozili ali med vozili in infrastrukturo. Zdaj so seveda na potezi proizvajalci avtomobilov, ki bodo ta standard morali sprejeti. Je pa mogoče malo težava, ker so v Ameriki sprejeli drugačen standard, ampak jaz mislim, da boste oba lepo sobivala skupaj, tako kot smo navajeni pri mobilni telefoniji, ker recimo uporabljamo Bluetooth za, povezavo med napravami, hkrati pa uporabljamo tudi povezavo NFC, ki omogoča zelo kratkotrajne in hitre, prenose podatkov, in mislim, da je to, kar je sprejela Evropska unija zdaj, je nekakšen NFC v svetu sodobne avtonomije vozil in pa komunikacije med njimi. No, na slovenske ceste je zapeljal prenovljeni priključni hibrid Mitsubishi Outlander, pa tudi povsem novi Hyundai Santa Fe. V dolžino, širino nekoliko je izgubil na višini zaradi, športnejše, atraktivnejše linije, se pa ta povečan prostor pozna seveda močno tudi v potniški kabini. Santa Fe je zrasel, pomeni več prostora za voznika, za sopotnike in tudi kar občutno večji prtljažni prostor. Na voljo je v 5-sedežni ali v 7-sedežni različici, bo pa to največja možna varianta pri Hyundaiu ta trenutek, saj Grand Santa Feja ne bomo več predstavili. In vse bolj postaja jasno, kakšen bo SUV iz Aston Martina. Da bi dokazali, da kljub robustnosti ohranja športni duh, so še zamaskiranega DBX-a zapodili po etapi rallija po Walesu. Na ralliju pa je bil tudi Jaguar in to s kabrioletom, tako so spomnili, da praznujejo 70 let dirkanja. In zasnovali so prvo 3D natisnjeno platišče iz titana. Zasnovalo ga je podjetje HRE Wheels iz San Diega. Platišče je oblikovano izredno kompleksno, seveda, da bi demonstrirali možnosti, ki se ponujajo s 3D tiskanjem. Toda, ali si predstavljate, da morate to platišče očistiti? Potem, ko je Ford že demonstriral samovozečo dostavo pic, je zdaj podpisal pogodbo z ameriškim trgovcem Walmartom. Kupci njegove spletne trgovine bodo v prihodnosti svoje blago pobirali kar iz samovozečega Forda. Belgijski finančni časopis Leko poroča o interni preiskavi zaposlenih v nizozemski tovarni Netcar s šokantnimi rezultati. Kar polovica zaposlenih je namreč svoje delo opravljala pod vplivom alkohola oziroma drog. Kakšen vpliv so imele te substance na kakovost izdelave Minijev in BMW-jev, ki jih v tej tovarni izdelujejo, ni znano. Je pa jasno, da bi novica morala zanimati še zlasti naše Dolence, ki izdelujejo Twinge. Včasih smo imeli samo Pole, Clie, Fieste in Ibize. Zdaj njihovo mesto in veljavo v družbi napadajo mali SUV-ji, kakršna je tudi Arona. A kaj je narobe z Ibizo? Pravzaprav nič. Ponuja super vozne lastnosti, je razmeroma prostorna, ponuja aktualno moderno tehnologijo in na pogled je luštna. Kaj torej lahko Arona sploh doda? No, v prvi vrsti se boste za Arono odločili tisti, ki radi v avto vstopate bolj pokončno in ne marate sedati prav nizko. A bog ne daj, da bi to razumeli, kot da je Arona samo za stare. Če drugega ne, se s tem ne bodo strinjale dolgonoge lepotice, kajti vsi vemo, da imajo super športnike rade samo na fotografijah. V resnici favorizirajo Arono. Kar preverite na Instagramu, s čim gredo najraje na kavo v Trst. Arona tudi ni samo za ženske in tiste v zrelih letih. Je namreč zelo kul, po moško kul. Zato je v bistvu nesmiselno razglabljati, koliko racionalnih prednosti ima Arona.
Še ena od teh merljivih prednosti je recimo to, da je Arona bolj oddaljena od tal in ima krajše previse, kar jo dela bolj avanturistično. A prav pri teh avanturističnih karakterih je jasno, da je Aronino bistvo v občutkih, ne pa v dejanskih zmožnostih. Arona dejansko ponuja nekaj tistih bistvenih drobnih mačo detajlov, ki vabijo, da uberemo bližnjico, asfalt pa prepustimo Ibici. In ja, morda bi bila lahko ena od Aroninih racionalnih prednosti v primerjavi z Ibico tudi prostornost, a spet prirastek ni tolikšen, da bi zlahka prevesil tehtnico. Je pač tako, da je prostornost tudi Ibicina krepka plat. In podobno je tudi z voznimi lastnostmi. Arono lahko peljemo tudi dinamično, a kaj ko so vozne lastnosti, močna plat obeh Seatovih malih modelov. Arona ima torej točno tako kot vsi drugi mali SUV-ji malo racionalnih prednosti pred vrhunsko novo Ibico. Toda, pa kaj, če je Arona zgolj še ena variacija iste zgodbe? Je pač zelo privlačna in dobra. V tokratni oddaji smo spoznali in vozili najmanjšega Seatovega terenca Arono. No, v naslednji oddaji pa spoznamo najmlajšega Seatovega terenca, a tudi največjega, Tarako. Taraka še ni med izborom za slovenski avto leta, Arona pa je. Med veliko drugimi kandidati, ki jih najdete na MMC RTV SLO na zavihkovo avtomobilnost in lahko za njih glasujete. Med njimi je tudi en električen, pa hibridni, pa celo priključni hibridi. O teh bomo v prihodnosti še veliko govorili. Ja, in izmed vseh kandidatov boste vi, dragi gledalci in gledalke, izbrali 5, zato je tako pomembno, da se res pofočkate na www.rtvslo.si poševnica avtomobilnost in oddate svoj glas za finalista izbora za slovenski avto leta. Drugače pa se veste, se vidimo spet prihodnji teden, ne pozabite pa tudi na Instagram, Facebook in pa na YouTube. Se vidimo.